No, takole, spoštovane dame in cenjeni gospodje, mladi podjetniki, še enkrat lep pozdrav in dobrodošli. Zdaj pa smo na vrhuncu tega današnjega dne, na katerega smo vas povabili. Torej, izbor mladega podjetnika leta 2018. V tem trenutku seveda tudi pozdrav Facebook gledalcem strani Mladi podjetnik. Tole gre vse v živo. Da povem nekaj malega o samem izboru Mladi podjetnik. Ta se je začel leta 2011, od takrat naprej v juniju vsako leto izberemo mladega podjetnika, ki je med prijavljenimi zagotovo najbolj navdušil strokovno komisijo. Kdo bo torej nadomestil lanskega mladega podjetnika leta 2017, pivovarno Pelicon? To bomo videli v nadaljevanju tega današnjega dne. Zakaj je naziv Mladi podjetnik pomemben naziv? Zakaj se splača? Zato, ker je več razlogov. Osvojiti naziv Mladi podjetnik leta ni kar tako. To je seveda naziv, ki ga prejme, potem so tu številne nagrade. Zmagovalec izbora prejme praktične nagrade, ki jih podeljuje Zavod Mladi podjetnik s partnerji. To je zagotovo tudi pomoč mentorjev. Zmagovalec izbora prejme pomoč in nasvete izkušenejših podjetnikov, kar bo zagotovo pospešilo tudi njegovo poslovanje. In pa seveda medijska prepoznavnost tega naziva. In to odmevnega. Če sem že prej omenjal nagrade, pa je prav, da jih omenim seveda tudi tokrat. Letošnji nagradni sklad je v višini 20 000 evrov. Prispevali pa so ga Devesoft kot glavni sponzor, NLB, Achilles, Tikopro, Podim, SAOP, Optiprint, Žabec.net, Optiweb, Kleos, Ferlag Dashofer, pa SID Slovenija, Domovanje.com in agencija Poti. Glavna nagrada je intenzivni podjetniški vikend, ki bo spremenil pogled na podjetništvo. In takole sem vmes med vrsticami slišal, da mora biti tudi v fizični kondiciji. Sicer pa se bodo kandidati danes predstavili v 4-minutnem piču. Svoj posel bodo predstavili v tem času pred strokovno komisijo in seveda pred vami, spoštovano občinstvo. Komisija ima na to po zaključku piča čas za vprašanja. Tudi ta je odmerjen. 2 minuti časa, držali se ga bomo kot pribitega, zato imamo tudi zvočni signal in opombo, ki bo tukaj le spredaj. Skratka, precej strogi bomo pri tem, ampak to ne pomeni, da se vi ne smete sprostiti, dragi finalisti. 5 vas je, ki ste prišli v finale izbora Mladi podjetnik leta 2018. Prav pa je, da predstavim tudi tele pomembneže, ki so tukaj v prvi vrsti, in to je strokovna komisija. To so podjetniki, ki prihajajo z različnih področij in s svojim delom so se zagotovo pokazali kot nadpovprečno uspešni. Aleksander Kopač, Alpvend GmbH, je podjetnik, Aleksander Kopač seveda, in investitor, ki je svoje prvo podjetje ustanovil leta 1992. To je tudi Borut Boršnik, Zavoda Mladi podjetnik. Borut je direktor Zavoda Mladi podjetnik od leta 2009. Organizacija pa se ukvarja s podporo podjetništva med mladimi od začetkov do delovanja na trgu. Z nami je tudi Maja Švener, soustanoviteljica podjetja Konverzija d.o.o. Leta 2010 se je prvič podala v podjetniške vode, spletno trgovino ličila.si in 2 leti kasneje postala mlada podjetnica leta 2012. Zagotovo veliko izkušenj, ki jih bo lahko delila z vami, tistimi, ki ste v finalu. Potem je z nami tudi Darko Jurič, NLB, med drugim idejni oče NLB Centra inovativnega podjetništva, ki nas gosti. Zato hvala lepa za to, da nas gostite. Z nami je podjetnik leta 2017, mladi podjetnik leta 2017, Matej Pelicon, pivovarna Pelicon. Če se ne motim, se je tamle nekaj pripravljalo tudi za popit, ampak o tem več v nadaljevanju. Direktor, glavni pivovar in tihi vizionar pivovarne Pelicon, ki sta jo na lanskoletnem izboru Mladi podjetnik leta 2017 predstavila skupaj z Anito Lozar. In še dr. Jure Knez, Devesoft, tehnični direktor v podjetju Devesoft. Lep pozdrav in še enkrat dobrodošli. Tokrat na finalu izbora Mladi podjetnik leta 2018. In kdo so tisti, ki se bodo potegovali in se potegujejo za ta naziv? V sledečem vrstnem redu predstavitve. Kot prvi bodo na oder stopili Iztok Smolič, Marko Bahor, Boštjan Kovač, Agile Drop d.o.o. Dajmo en aplavz za to. Kot drugi bo na oder stopil Matic Vizjak, dopolnilna dejavnost na kmetiji Matic Vizjak.
Tretji se bodo predstavili Uroš Požgan, Alen Velcer in Špela Lukas, Kokica d.o.o. Četrti Rok Starič, Roks Nut Butter d.o.o. In še kot peti Blaž Grah, Urbanko dela, Žan Menard, Matic Ozebek in Matic Vogrič, Smart Optometry d.o.o. In zdaj je čas za 4-minutni pitch za prvo ekipo. Agile Drop d.o.o., Iztok Smolič, Marko Bahor in Boštjan Kovač. Ljubljanska agencija Agile Drop razvija napredne spletne rešitve, kot so portali, aplikacije in marketinška spletna mesta za znana globalna podjetja, kot so Nestlé, Carrefour, Qatar Airways, Addiko Bank, Radio France in UNESCO. Iztok, Marko in Boštjan so leta 2013 ustvarili podjetje, v kakšnem pa so sami vedno želeli delati. Kot rečeno, 4 minute odmerjenega pitcha za vas, oder je vajen. Izvolite. Hvala lepa. Evropa danes izkorišča 12% svojega digitalnega potenciala. Agile Drop razvija spletne rešitve, ki pomagajo velikim organizacijam razvijati digitalne strategije in v bistvu omogoča digitalno transformacijo. Naši naročniki prihajajo iz Anglije, Amerike, Belgije, Francije, Nemčije, skratka iz celega sveta. Naši partnerji, ki jih je okoli 30, nam zaupajo zato, ker obvladamo platformo Drupal, s katero smo razvili do zdaj že preko 200 projektov. Imamo 30 zaposlenih, od tega 25 razvijalcev. Imamo 2 pisarni, eno v Ljubljani in eno v Mariboru. Se pravi, mi smo začeli leta 2013 kot digitalna agencija. Takrat je bila vizija, da bomo našim naročnikom ponujali celoten spekter storitev od oblikovanja, razvoja do oglaševanja in marketinga. Spoznali smo, da je tako delo zelo stresno, zato smo se raje osredotočali na stvari, ki jih poznamo najboljš, in to je bil takrat razvoj. Šli smo k mentorjem, poiskali smo pomoč in smo tudi definirali našo ciljno skupino, s katero smo si pomagali, da smo razvili naš marketing in našo prodajo. Istočasno smo mogli tudi podpirati povečano prodajo z novimi zaposlenimi, zato smo se aktivno lotili tudi zaposlovanja in ostalih HR aktivnosti. V letu 2017 smo zrasli iz 18 na 30 ljudi, povečali prihodke za 35% in leto zaključili z 870 tisoč evri prometa. Za 2018 načrtujemo 1 200 000 evrov prometa. Zdaj, kdo pa bo dosegel te cilje, vam bo predstavil Boštjan. Torej, pozdravljeni še v mojem imenu, hvala Iztok. Ustanovitelji podjetja se poznamo od leta 2011, ko smo prvič začeli delati na skupnih projektih, takrat še kot samostojni podjetniki oziroma freelancerji. Naša vizija je bila, da ustanovimo podjetje, v katerem smo sami vedno želeli delati. Danes smo v bistvu sestavljeni, se pravi, Marko je direktor podjetja, skrbi za finance in skrbi za brezhibno delovanje procesov. Iztok skrbi za prodajo in marketing ter je v stiku z naročniki in jim predstavlja naše storitve. Moja naloga je direktor razvoja in skrbim za kvalitetno delo in za uvajanje novih razvijalcev. Kot podjetniška ekipa imamo komplementarna znanja in v bistvu v svetu startupa bi se temu reklo pogosto, da imamo popolno ekipo, ki je sestavljena iz hipsterja, hackerja in hustlerja. Tako da ne bom posebej razlagal, kdo je kdo. Seveda pa vseh teh uspehov ne bi bilo za ekipe, ki stoji za nami, sestavljena iz izjemnih posameznikov, tako da imamo srečo, da jih imamo in kar lahko rečemo, tako kot nogometni trenerji rečejo, da za vsakim trenerjem stoji odlična ekipa in oni so tisti, ki se na igrišču borijo. Tako kot v tujini pa je tudi pri nas velik problem talent, zato se v bistvu tudi naš fokus so v bistvu talent, razvijanje talentov oziroma iskanje razvijalcev. V ta namen organiziramo Drupal tečaje. Na Drupal tečajih smo do zdaj imeli preko 50 ljudi, 3 od njih smo tudi zaposlili. Sicer po prvih 2 mesecih vsak novo zaposleni gre skozi obsežen uvajalni projekt skupaj z mentorjem in nabira znanja, ki jih bo kasneje potreboval na svojih projektih. Poleg tega seveda podpiramo tudi že obstoječe zaposlene z aktivnim mentoriranjem.
Tako, zdaj glavna vizija pa je postati partner pri načrtovanju in razvoju digitalnih rešitev na globalni ravni in pa seveda privabiti mlade razvijalce, da jim ustvarimo kariero in da jim pomagamo pri... Žal se je čas iztekel. Hvala lepa, se to je to. 4 minute so res hitre, ampak kot rečeno se je čas iztekel. Zdaj pa vprašanja komisije, 2 minuti odmerjenega časa še za vas. Torej, spoštovana komisija, kar na plano z vprašanji. Mogoče lahko razložite, kako pridobivate stranke. V bistvu stranke pridobivamo tako, da smo vključeni v skupnost, tam, ko so stranke, tam smo tudi mi, kar pomeni konference, kar pomeni, da v bistvu vemo, kje se oni nahajajo, vemo, kje se oni družijo. In najlažji način je to, da se probamo dogovarjati recimo vnaprej, gremo k njim direktno, organiziramo neke sestanke, jaz grem v London, tam se dobim z njimi in na tak način najlažje. V bistvu glavna poanta je, da gradimo odnose z njimi. Kje pa vidite glavne ovire v rasti podjetja naprej? Jaz bi rekel, da v bistvu ta konstantni balans med prodajo in razvijalci, ki jih pač imamo v ekipi. Sprav, če to nelamo, potem je dobro. Plan za 2019? Mislim, plan za nekako vidimo 20% rast iz leta v leto. To nekako se mi zdi realno. Kaj pa tisti najbolj ključen problem, ki ga rešujete strankam? Se pravi, načeloma najbolj ključen problem je to, da pač velike dela, male talenta, mali ljudi, ki to znajo. In to je tisti problem, ki ga mi rešujemo. Moče imate tukaj vprašanje, boste odpirali tudi pisarne v tujini oziroma boste omogočali remote delo, torej delo doma? Mislite v Sloveniji? Mislim, v Sloveniji imamo že 2 pisarne, tako da pač probamo približati naše pisarne ljudem. Zdaj, remote kot za razvijalce, pač mi veliko učimo, mi mentoriramo razvijalce, za tega imeti remote mogoče niti ni toliko. Kaj pa, kar se tiče kadrov, v Sloveniji so cene precej narasle. Kako se s tem spopadate? Povišamo še naše cene. Pa imate še manevrski prostor, kar se tiče? Še, ja. Žal se je tudi tokrat čas iztekel za vaše vprašanja. Zdaj bi vaju prosil, čeprav ste se izogibala odru, da se vseeno vrnete na oder. Ne vem zakaj, ampak očitno vama to povzroča kar lahko malce bolj na sredino. Zato, da naredimo eno fotografijo. Kaj pravite? Dajmo en aplavz za Agile Drop. Zdaj pa prosim še za podelitev priznanja za uvrstitev v finale. Aleksandar Kopač bo predal to priznanje, tako da prosim še za trenutek, da ostanete na odru, potem sledi še ena fotografija. Kar na oder, nič bad. Evo, zdaj pa res vaju prosim, da ostanete še malce na odru za eno fotografijo. Tako, evo. Dajmo še en aplavz za Agile Drop. Prvi finalisti izbora Mladi podjetnik leta 2018. Gremo naprej. Matic Vizjak iz Šmarij pri Jelšah je lani prejel naziv Inovativni mladi kmet leta 2017 in s tem potrdil, da mu pri delu ne zmanjka idej. Ukvarja se s 4 različnimi branžami, med katerimi je najpomembnejše čebelarstvo. S sabo je prinesel eno škatlo in zagotovo mu oder ne bo predstavljal težav. Matic, lepo pozdravljeni in dobrodošli. 4 minute bomo začeli odštevati za vas in za vaš pitch. Izvolite. Pozdravljeni. A veste, kaj je to? Čili. Pa imate radi čili? Če ga še nimate, ga boste morda imeli potem, ko boste slišali mojo pikantno zgodbo. Sem aktualni inovativni kmet Slovenija 2017. Pa se vprašam, zakaj pa so sploh zbrali mene? Zato, ker sem v 9 letih zamenjal 9 poklicev, prepotoval vse kontinente in se na koncu vrnil domov in prestal brezposeln na socialni podpori, kjer pa sem, hvala Bogu, končno našel neko svojo strast, ki sem jo kar kmalu potem razvil v podjetniško idejo. Namreč, sam za sebe lahko čist brez greha rečem, da sem eden največjih chili headov v Sloveniji.
kdo pa sploh smo chili headi? Še vedno smo ljudje, ampak smo ljubitelji čilija, ki mogoče na trenutke malo že meji na obsesijo. Ampak iz tega žara ven sem pa razvil potem en produkt, ki mu v svetovnem merilu ni para. Prvo pikantno čili vino na svetu, za katerega smo lani tudi v New Yorku prejeli zlato in 2 srebrni medalji. Ampak danes, ko gledam na to zgodbo, sem mnogo bolj kot na odličja ponosen in vesel na zanimanje, ki se kaže za ta izredno nišni proizvod. Namreč konkretno par dni nazaj smo v Liverpoolu na enem izjemno velikem Wine Expoju dobili kar eno tako konkretno povpraševanje za azijske trge. Ker pa se moramo v bistvu slovenska podjetja zaradi majhnosti pri izvozu bolj nekako usmerjati v takšne high-end produkte, ki pa to vino samo po sebi že tako je, sem pa glih za piko na i še povezal z enim zelo znanim oblikovalcem, gospodom Oskarjem Kogojem, ki pa že oblikuje res takšno ekskluzivno steklenico, ki bo namenjena samo za res najzahtevnejše kupce. Seveda pa pri vsem tem nikakor nisem pozabil na slovenski trg. Tukaj imam sabo tudi ekipo, ki z naslednjim tednom lansiramo en zelo velik projekt, kjer bomo 300 bolje situiranim gostiščem po vsej Sloveniji in pa severni Italiji predstavili to našo čili zgodbo, ampak na malo svojsten način. Imam pa ta trenutek tudi že kar veliko povpraševanje glede poslovnih daril, ki bojo v decembru, tako da v bistvu iz omenjenih 2 projektov in pa še enih obstoječih pričakujem letos nekje do konca leta ocenjujemo okoli 200 000 evrov dobička, kar je v bistvu za naše še zelo mlado podjetje, menim, da kar visoka rast. Kaj se pa v bistvu na naših bančnih računih ne vidi in se nekako ne da dokazati, dobro pa vidi to skupnost, v kateri živimo, je pa poučevanje mladih, saj moram reči, da sem zadnje čase na moje veliko veselje deležnega poslanstva, saj vedno pogosteje hodim na razna predavanja, srednje šole, fakultete, kjer skušam mladim spremeniti to napačno percepcijo, ki jo imajo v tem poklicu in jim skozi svojo življenjsko zgodbo in podjetniško pot kmeta skušam pač povedati, da danes biti kmet je dejansko kul. Hvala. Vsekakor, jaz pri tej zgodbi nisem sam. To so ostali predstavniki kmetije Vizjak in pa gospod Ivan Kolar, vinogradnik in enolog, s katerim sem se nedavno nazaj povezal. Brez njih danes ne bi stal tukaj pred vami, ker vam ne bi imel kaj zapovedati. Ampak se pa doskrat znajdem v tujini sam, tako kot prejšnji mesec v Washingtonu in Virginiji. Ampak srčno pa verjamem, da se bo tudi to kmalu spremenilo in bom lahko sabo popeljal še kakšnega kul kmeta. Mogoče pa koga izmed vas. Hvala. Tako, 4 minute so zaključene. Matic, hvala lepa. Kar ostanite na odru, čas je namreč za vprašanja komisije. Bo kdo se prvi javil ali tokrat? Aha, gremo. Torej prva vprašanje in 2 minuti začnejo teči zdaj. Katere prodajne kanale koristite? Se pravi, zaenkrat imamo v Sloveniji, zdaj v kratkem začnemo 18 hipermarketov v Tušu, ker imam še ene druge stvari. Naprimer, zdaj sem podpisal tudi pogodbo z Cash & Carryjem, ker se drugače pač ukvarjam še z drugimi proizvodi, ne samo z vinom, ampak je pa moj primarni fokus za vino. Trenutno imamo pač spletno stran, ki je prevedena v 4 jezike, tako da v bistvu prodajamo preko spleta čili vino po vsej Evropi. Drugače za Cash & Carry imam sklenjeno pogodbo pri čili omakah, pa zelo v kratkem grem tudi v vse Tuševe hipermarkete z kremnimi medovi, ostalimi čili omakami in pa tem vinom. Pa zelo visoko rast imam pa vsako leto tudi z poslovnimi darili. Kako je pa organizirana sama proizvodnja? Se pravi, ne vem, da če dobiš kar naenkrat ogromno povpraševanje, je to lahko? Ja, zaenkrat imam pač veliko zunanjih izvajalcev, sem pa ravno zdaj te dni v tranziciji, ker bom svojo dopolnilno dejavnost spremenil v DOO, tako da bom v kratkem se pač tudi obetam neke prve resne zaposlitve. Glede prometa, tukaj piše za leto 18 od 100 do 120 tisoč.
Prej ste omenil 200 tisoč. Ja, ono sem imel iz prejšnjega PowerPointa še, ker sem bil pa v finalu, ker sem se fokusiral prav na vino. Ampak potem sem malo dodelal, zdaj v roku tega tedna, ne, in sem dodal še poslovna darila, pa še cash and carry in še chili omake in še kremne medove, tega prej ni bilo, ker sem se 100% fokusiral samo na vino. Moče še želja za 2019? Za 2019, se pravi, zdaj, letos mi je res primarni fokus to, da gremo zdaj v teh 300 gostišč po celi Sloveniji in severni Italiji. Za naslednje leto mi je pa primarni fokus to, da res stopimo z Oskarjem Kogojem skupaj in steklarno Hrastnik, s katero smo pač povezani in da res lansiramo ta trg na ono res totalni high-end. To mi je pa neka taka nek vizualizacija, nek res tisti krovni cilj, no, da ga dosežemo. Tudi 2 minuti za vprašanja sta zelo kratki. Jaz bi prosil članico komisije Majo Švener, da preda priznanje za uvrstitev v finale Maticu Vizjaku in na to naredimo še eno fotografijo. Vidim, da Maticu ne bo to predstavljalo težav in se je že postavil na sredino odra. Hvala, čast. Čestitke Maticu, torej fotografija še za arhiv. Hvala lepa. Matic Vizjak, kmetija Vizjak. To je bil torej naš drugi finalist. Gremo naprej k tretjemu. Mariborski oboževalci kokic Uroš Požgan, Alen Velcer, Maja in Špela Lukas so na enem izmed potepanj na morju leta 2016 prišli do ene ideje, da bi trgu ponudili vrhunski izdelek. No, že jeseni istega leta so začeli delati kokice z majhnim strojčkom na zrak in pa veliko večerov posvetili eksperimentiranjem z raznimi okusi. Koliko ene koruze in koliko enega degustiranja. Kje smo bili mi takrat, da nismo bili povabljeni? Lepo pozdravljena in dobrodošla na odro, kar na sredino, oziroma kar pogumno, saj verjamem, da boste znala zavzeti oder. 4 minute se začenjajo zdaj. Izvolita. Pozdravljeni, sva Špela in Uroš, prihajava iz podjetja Kokica, kjer smo ustvarili prve slovenske gurme kokice in v manj kot pol leta uspeli prodati več kot 200 tisoč paketov teh pokic. Uroš, izvoli. Jaz sem že od nekdaj imel polno glavo ideje, ampak nikoli ekipe, ki bi stala za mano, me inspirirala, mi dala motivacijo, da idejo uresničim. Takoj, ko sem spoznal Špelo, Majo in Alena, sem vedel, da je to, da moram z njimi deliti spomine o mojem potovanju po Ameriki in o prvih tistih pravih kokicah, ki sem jih tam poskusil. 2 leti nazaj je bila tista prva priložnost, ko smo šli skupaj na morje in sem Alena kot kuharja poskušal navdušiti o prvih slovenskih gurme kokicah. Uspelo mi je. Takoj zatem, ko smo se vrnili, smo začeli iskati zagonski kapital. Inkubirali smo se v tovarni Podjemo, ustanovili podjetje. Prelomnica pa je bila, ko smo bili sprejeti v projekt Štartaj Slovenija. V samem projektu smo morali predvidene kapacitete podeseteriti. Se pravi, morajo biti kar 10-krat večje kot to, kaj smo predvidevali. Na srečo nam je v projektu na pomoč priskočila ekipa Nove Ljubljanske banke, ki nam je z nasveti in z kreditom v višini 55 tisoč evrov omogočila, da smo postavili proizvodnjo, ki še je danes dovolj velika, da zagotovimo vse potrebe na trgu. Kredit smo tudi do konca leta vrnili. V prvih 3 mesecih prodaje v 13 interšparih smo prodali več kot 90 tisoč paketov pokic in ker smo bili uspešni, smo sklenili enoletno pogodbo z Šparom, dobili dodatnih 40 šparov, v kateri smo skupaj v letošnjem letu prodali še dodatnih 110 tisoč paketov pokic. V lanskem letu smo imeli 175 tisoč evrov prometa, od tega 34 tisoč evrov dobička, katerega smo vložili v razvoj. To se vidi že danes na trgu, saj smo dali prejšnji teden na police nov okus in sicer okus sir cheddar. Širitev v tujino, Hrvaška in Nemčija. V obeh že imamo dogovorjene prodajne kanale. Novi prodajni kanal. Kot prva kokica se bomo pojavili v vending aparatih podjetja AS, pomeni v največjem vending distributerju v tej regiji. Hkrati pa smo razvili tudi nov izdelek, čokico, za katerega smo v letošnjem letu dobili razpis P2 za 54 tisoč evrov nepovratnih sredstev.
Da je ekipa ključ do uspeha podjetja, se je izkazalo kot resnica tudi v našem primeru. V ekipo sestavljamo 4 člani, ki prihajamo iz različnih področij. Uroš ima več desetletne izkušnje iz prodaje, Alen je šef kuhinje, ki ima različne izkušnje na tem področju. Naša Maja je več let delala v oglaševanju, sama se ukvarjam z digitalnim marketingom. Vrednote, ki jih v podjetju zasledujemo, so predvsem kakovost naših izdelkov. Naši izdelki so pripravljeni z gensko nespremenjene koruze, ne uporabljamo olja, ampak pokamo na zraku, ne uporabljamo umetnih praškov, ampak prave sestavine. Hkrati pa strmimo k proizvodnji brez odpada. Namreč, kaj se dogaja pri proizvodnji pokic, prihaja do presežka, to so nepočene koruze oziroma zrna, ki počijo v nepravilno obliko. Iz tega bomo pripravljali fino mleto koruzno mleko in pa beljakovinsko ploščico čokico. Pri tem smo se povezali tudi s prehranskim strokovnjakom, ker si pa želimo naše izdelke imeti na najvišji ravni. Čokica je hkrati plod lastnega znanja, razvoja in inovativnosti. Veliko pa posvečamo tudi zaposlenim v podjetju, trudimo se ustvarjati pozitivno delovno klimo. Trenutno imamo podjetje 2 zaposlena, zaradi širitve na tuje trge pa seveda načrtujemo že v letošnjem letu dodatne zaposlitve. Hvala za vašo pozornost. Sploh še niso minile 4 minute. Hvala lepa Kokica d.o.o. za ta 4-minutni pitch. Zdaj sledijo vprašanja. 2 minuti za vas, komisija. Pa začnimo tokrat tukaj. Zdaj slučajno so se najdle te pokice na naši mizi doma in moram reči, da so otroci glih tukaj na hitro pojedli, da sem jaz glih tukaj da probam, ampak so res dobre. Tako da čestitke. Me pa zanima naslednje. Kako to v povezavi zdaj slišati zdrava prehrana pa to, kako to komentirate? Zdaj kot zdrava prehrana mi ne oglašujemo našega izdelka, ampak oglašujemo kot najprimernejši prigrizek, ravno zaradi tega, ker kruza kot osnova ima največ hladilnih vrednosti, potem ima največ vlaknin in je najbolj primerna, da nasitiš malčke samega sebe, kajti če pojeste pol paketa naših čokoladnih kokic, zame dobite tam nekih 180 kalorij in ste siti. Če pa greste na čipsi, na druge prigrizke, pa je en pakelj premalo, kalorije pa so nad 600. Mene ful zanima proizvodnja, če sem prav pošten, bom tu zdaj spustil. Plan je za naprej, se pravi ta čokica, kaj bo vezivo? Vezivo, da bo držalo skupaj. Naši, bi rekel, pri receptu imamo razne stvari, ki naprimer laneno sebe raztopljeno spoji vse pa naravno. Razne te naravne sestavine lahko uporabimo, ki pripomorejo k temu, da je vezivo potem na mesto. Tako da glede proizvodnje pa pravkar se selimo na 400 kvadratnih metrov novih prostorov, ker tudi letos pričakujemo tam pol milijona dobička, dobička prometa pa enih 83 000 evrov dobička. A prihodke še vzdržujete na tisti ravni kot med sezono štarte Slovenije? Ja, v bistvu prodaja je cel čas enaka, drugače prihodki pa varirajo zaradi tega, ker so v začetku leta bila naročila predozirana, pa so se do zdaj prodajala lepo tekoče, ampak prodaja ostaja. Imamo najbolj konstantno prodajo vseh izdelkov, ne samo izdelkov štarte Slovenije, ampak v svojem segmentu. Tako, končala so se tudi vprašanja. Vaju kar prosim, da ostanete na odru, kajti zdaj bo podelitev priznanja za uvrstitev v finale. Gospoda Darka Juriča prosim, da preda to priznanje in na to seveda sledi še trenutek za fotografe. Potem sta pa prosta, saj za zdajle. Tako, še bolj na sredino, kar na sredino stopite. Tako, ja, tako. Hvala lepa. Kokica d.o.o. Smo že pri 4. finalistu. To je Domžalčan, Rok Starič, ki priznava, da je oboževalec oreščkov. Zato ne čudi, da je v iskanju novih izzivov prišel do ideje, da razvije najboljše arašidovo maslo. Podjetje je poimenoval kar po sebi, saj verjame v znamko in svoje produkte. Na oder vabim k 4-minutnemu pitchu Roka Stariča, Roks Nut Butter d.o.o.
Živijo, moje ime je Rok in kot ste že slišali, sem eden redkih, ki se v Sloveniji ukvarja z arašidovim maslom. Zdaj, verjetno sem tudi eden izmed redkih, ki je do svojega podjetja prišel preko stave, ki sem jo sklenil s svojim kolegom, da danes stojim na tem odru in vam lahko povem to svojo čudovito zgodbo. Pri nas ti to ne bo uspelo, ne? To so bile besede mojega kolega in temu sem se jaz uprl. Jaz sem leta 2015 zaštartal svojo dieto, kmalu zatem tudi svoje podjetje in sicer s pomočjo Kickstarterja. Tudi zato so rekli, v Sloveniji ni šans, da boš prodajal arašidovo maslo. Izkazali se je drugače in sicer 230 podpornikov, ne samo iz Slovenije, ampak iz celotnega sveta, je podprlo projekt in 6.000 evri smo dobili prvo napravo, s katero smo zmeli v bistvu prvo arašidovo maslo. Zdaj, kaj je naša vizija? Ne? Naša vizija je na trg postaviti najboljše arašidovo maslo in to potrjujejo tudi kupci iz Slovenije in iz tujine, da ga proizvajamo. Kako bomo to dosegli, ne? Za naprej vam bom povedal v naši misiji. Zdaj, kar se tiče vizije, zaenkrat nam to uspeva in sicer prvi produkt arašidovo maslo lansirano v letu 2015, kasneje smo mu dodali pa še konec lanskega leta mandljevo maslo in sicer lahko se pohvalimo, da smo bili izmed 50 dobaviteljev in 200 izdelkov tisti, ki so na police Lidlove lojtrice postavili 3 izdelke, eden izmed njih je tudi sladoled z okusom arašidovega masla. Zdaj, misija, ne? Verjetno se vprašate, kako zagotavljamo to kvaliteto. Kvaliteto zagotavljamo res z najboljšimi oreščki, ki jih pridobimo iz Argentine in iz Španije. Poskrbimo pa tudi to, da maslo pride na police. Se pravi, da imamo že vzpostavljeno verigo z 2 večjimi kupci v Sloveniji, trudimo se pa tudi prideti v tujino. Kdo so naši kupci? Naši kupci so tisti, ki res cenijo kvaliteto, zavedajo se, da so tisto, kar jedo, se pravi, da pazijo na to, kaj vnašajo vase. Mi skrbimo za to, da je to maslo res 100% in da je produkt kakovosten in perfekten. Kar se tiče naše prihodnosti, zdaj za leto 2018 lahko povemo, da smo v prvih 4 mesecih naredili in prekoračili celotni lanskoletni promet v višini 117.000 evrov in od tega 21.000 evrov čistega dobička. Planiramo pa, da bomo presegali magično mejo 200.000 evrov prihodkov s temi produkti in s trenutno potjo. Zdaj, kaj imamo? Imamo več kanalov prodaje, kot sem že omenil, retail in pa tudi lastne. Lasten kanal je naša spletna stran, v kateri smo ravno v tem mesecu lansirali prvo naročnino na arašidovo maslo v Sloveniji in ga je možno dobiti vsak mesec domov brez nekega večjega truda. Kar se tiče našega prihoda v tujino, pogovarjamo se že z večjimi kupci in sicer kot so recimo Spar, Lidl, za Hrvaško, Avstrijo in tudi ostale države. Kako bomo prišli do tja? To je naša ekipa, nisem sam in sicer dekleta, ki skrbijo za to, da se brand pozicionira na trgu, da skrbimo, da se naši kupci in naš Nut Nation, kot ga rad poimenujem, zabava, se pravi, da so na socialnih omrežjih vsebine, ki jih zanimajo, recepti, dogodki in pa seveda važno je, da ekipa zraven uživa, to je tudi meni najbolj pomembno. Kar bi rad še poudaril je, da danes tukaj ne bi bili brez naših podpornikov. Ja, Rok, žal 4 minute so se tudi iztekle za pitch. Zdaj pa sledita še 2 minuti za vprašanja komisije, pa začnimo tokrat tukaj na tem koncu. Daj nam povej, kaj je bolj konkretnega v tujini. Kakšne plane imaš? Zdaj tako je, mi bomo še vedno nadaljevali in and out aktivnosti s kupci, kot so večji retail. Zdaj trenutno se pogovarjamo z Lidli iz okolice, se pravi Slovaška, Madžarska, Hrvaška. Cilj je, da pridemo seveda najprej v Avstrijo, tudi Avstrija je ena izmed njih, ki sem jo prej pozabil omeniti. Cilj je, da povečamo količine. To je predvsem tisto, kar nas žene.
pa cilj je, da ostanemo v retailu, v večjem. Se pravi, ne da se izogibamo manjših trgovin, ampak to nam je tisti cilj, ki ga mislimo doseči do konca leta. A ste pa zmožni pokriti recimo zelo velika naročila? Ja, mogoče ena zanimivost, lansko leto smo dobili eno fake naročilo, če temu rečem. Asda je eden večjih, oziroma Asda je skupina Walmarta in bi lahko zagotovili recimo 32 palet brez problema, no. Tudi finančno. Ok, Rok, mene zanima, kater bo pa naslednji izdelek, ker almond butter je bolano dober in me zanima, kaj sledite. Pripravljamo almond butter sladoled in sicer je že izdelan, zdaj samo še pakiranje, da ga uskladimo do konca, pa ga lansiramo v večje trgovce. Je že v našem katalogu, no, tako da. Mene pa zanima, kak je procent spletne prodaje napram retailu in kakšni so plani za naprej? Zneskovno gledano je to tako, da trenutno pokrivamo sebe, ne? Ker trenutno do meseca junija smo imeli recimo Slovenijo najbolj pokrito, zdaj smo stran prevedli v 4 jezike, polno delujočo, se pravi angleščina, nemščina, hrvaščina, slovenščina. To nam bo zdaj zaenkrat odprlo hrvaški trg, pogovarjamo se z Avstrijci dejansko in danes prav ob 8. uri, če nam bo Bog dal in vsi serverji, se lansira tudi že oglaševanje, tako da prva naročila že prihajajo dejansko. No. Kakšen je procent? Se pravi, tega nisem odgovoril. Je čas žal potekal. Ali sem še tega? Žal ne, ker so odmerjene 2 minuti, sta odmerjeni za vsakega enako. Rok, če ostanete prosim na odru, kajti zdajle prosim še za podelitev priznanja za uvrstitev v finale, to bo predal Matej Pelicon. Prosim. In še trenutek za fotografijo. Rok Starič, Rok Snad Butter, torej finalist številka 4. Pred nami pa še finalist številka 5. Blaž Grah, Urbanko dela Žan Menard, Matico Zebek in Matic Vogrič Smart Optometry DOO. To je zagonsko podjetje iz Idrije, ki se ukvarja z razvojem digitalnih rešitev za očesno nego. Podjetje je bilo leta 2015 ustanovljeno s ciljem ponuditi celostne rešitve različnim deležnikom v očesni industriji, vse od očesnih specialistov pa do posameznikov s težavami v vidnem sistemu. Vaše 4 minute začenjajo zdaj. Izvolite. Dober dan, moje ime je Žan Menard in danes vam bom predstavil zgodbo našega zagonskega podjetja Smart Optometry iz Idrije. V bistvu gre za podjetje, ki razvija digitalne rešitve za očesno industrijo. To, lahko bi rekli, da je to nek tak nišen, mogoče bi kdo rekel tudi majhen trg. Gre pa v bistvu za, če pogledamo prihodnost, ena najbolj perečih problematik prihodnosti. V bistvu leta 2050 bo imelo svetovno populacija 10 milijard, od tega jih bo polovica slabovidnih, vsak 10. pa bo na robu slepote. In v bistvu na osnovi teh nekih globalnih trendov smo leta 2015 ustanovili podjetje, v bistvu 3 ustanovitelji, očesni specialist Matic Vogrič, programer Matico Zebek in pa jaz za področje poslovanja. Ustanovili pa smo ga z vizijo razviti inovativne digitalne rešitve za očesno diagnostiko, zdravljenje in pa nego. Pri tem pa smo želeli uporabiti v bistvu tehnologijo, ki jo imamo vsi v svojih žepih, se pravi pametne telefone in tablice, ker ne nazadnje imajo večjo računalniško moč kot pa naprimer mašina, s katero so na Luni pristali. In v bistvu je žalostno, da ne bi tega uporabljali tudi za nekaj koristnega. Tako smo v bistvu mi zelo hitro razvili aplikacijo za očesne specialiste, ki ponuja hitre opravljanje pregledov in pa hitro diagnostiko. Danes to aplikacijo uporablja že več kot 28.000 registriranih specialistov po celem svetu. Ampak ko smo se mi s temi specialisti pogovarjali, so nam začeli izpostavljati še en v bistvu večji pa bolj pereč problem. Gre pa za problem otrok s težavami v binokularnem vidnem sistemu, kakršne so leno oko, se pravi, ko je eno oko slabše razvito od drugega, škiljenje in pa nezadostna konvergenca, naprimer težave pri branju. Zdaj, stvar pri tem je taka, da se da to problematiko rešiti z rednimi vajami, vsakodnevnimi, tja do 12. leta starosti. Ampak težava z našimi metodami je to, da so te izjemno dolgočasne, se pravi, vključujejo prekrivanje očesa in potem sledenje prstu, se pravi, neke stvari, ki jih, recimo temu 6-letni otrok
ne bo prav z veseljem opravljal vsakodnevno. Zato so zdravniki rekli, lejte, mi imamo slabe rezultate, ker otroci tega ne delajo. Tako da smo mi razvili potem računalniški program, pri katerem otroci skozi igro trenirajo svojo vidno funkcijo in pa trenirajo možgane, kako v bistvu sliko obeh očes sestavljati v neko smiselno celoto. Če tega ne naredimo, otrok ne bo razvil globinskega vida, kar naprimer pomeni zelo praktično, se ne bo mogel ukvarjati športi žogo ali pa ne bo mogel opraviti vozniškega izpita. Poleg tega se aplikacija prilagodi vsakemu posamezniku, starši lahko spremljajo napredek, hkrati pa je omogočen tudi oddaljen nadzor samemu specialistu. Vse sem že rekel, v bistvu problem mogoče zveni nišen, ampak ni. Samo v starostni skupini 4 do 12 let starosti je več kot 130 milijonov otrok na svetu s tem problemom. Samo v državah OECD pa je takih kar 20 milijonov. In v bistvu mi smo razvili tukaj poslovni model, ki bazira na naročniškem sistemu, se pravi starši sklenejo naročnino in uporabljajo aplikacijo, kolikor časa pač otrok potrebuje, se pravi v povprečju pa tam 4 do 6 mesecev. Pri vsem tem skupaj nam je veliko pomagala različna partnerstva, s stroko, s poslovnimi partnerji, smo pa v letu 2016 sprejeli tudi investicijo koncerna Kolektor. Seveda vsega tega ne bi bilo mogoče brez super ekipe, ki je zelo multidisciplinarna in ki je v bistvu odgovorna za vse te rezultate. Tako da najlepša hvala. Tako, točno na 4 minute. Zdaj še vprašanje komisije, kdo bo prvi dvignil roko. Izvolite, 2 minuti. Hvala. Recimo, če hočete priti na švedski ali pa nizozemski trg, kdo je vaš idealni kanal oziroma partner? Se pravi, v bistvu mi imamo tukaj 2 kanala. Eden je direktno B2C, kar je direktno online, se pravi, tukaj bi se preko spleta izvajalo promocijsko kampanjo in pa tudi direktno testiranje trga z direktno spletno prodajo. Kar se tiče pa samega vstopa na trg, imamo pa ta, v bistvu temu bi rekel B2B2C pristop, pri čemer vzamemo pa v obzir v bistvu oziroma vključimo cel ta prodajni proces specialiste, ki morajo problematiko oziroma ki morajo produkt poznati in ga znati predstaviti in pa potem tudi neke te points of sale, kot so naprimer optike, očesne klinike, privatne ambulante. Tako da v bistvu ključni partnerji so ta omrežje specialistov, predvsem mislim zdaj naprimer v Sloveniji bi bil to predvsem zasebni sektor, medtem ko v tujini je v bistvu tudi javni sektor dosti bolj odprt, tako da se da tudi preko javnih ustanov v tujini. Da bi pa prek socialnih omrežij targetirali direktno starše otrok, za katere se to gre? Ja, se to je tisto v bistvu zadeto v tistem prvem B2C pristopu. Se pravi, tisto je promocijski kanal, hkrati pa tudi prodajni kanal. Naprimer, se lih to je, da starši so velikrat prepuščeni sami sebi v vsem tem postopku, se pravi, dobijo diagnozo, ampak potem jim ne zna nihče pomagati, kako je in grejo online, iščejo neke rešitve. Naprimer, nam se je izkazal Instagram kot en zelo izjemno uspešen kanal za promocijo in prodajo, zato ker pač trenutno obstoječa metoda vključuje eye patch, ki ne zgleda lih lepo in so se pač otroci začeli barvati in zdaj starši to množično fotkajo, šerajo in v bistvu se je ustvaril nek tak community na tem področju. Priznanje za uvrstitev v finale bo predal dr. Jure Knez, potem pa še trenutek za fotografijo. Kar na oder, nič bat, noben ne grize. Ne vem, česa se bojite. Se vidi nikogar tukaj. Skratka, Smart Optometry, še 5. finalist za naziv Mladi podjetnik leta 2018. Tako, zdaj smo končali s predstavitvami. Čas je, da komisija zapusti prostor, da v odločanje 20 minut bo dovolj? Mislim, da bo dovolj. Skratka, komisija se bo odločala o tem, kdo bo torej prejel naziv Mladi podjetnik leta 2018. Jaz pa bi na oder vabil še lanskega mladega podjetnika leta, Matej Pelicon iz pivovarne Pelicon, ki bo
povedal, kakšno je bilo leto mladega podjetnika leta 2017, kako je s tem nazivom, kaj prinaša in predvsem, kakšne so njegove izkušnje. Tako da, Matej, izvolite, mikrofon je vaš, plonk cegelc pa jaz prinesem. Ni treba, bom že. Kaj še kliker? Hvala. Evo, živijo, jaz sem Matej Pelicon. Živčki so, niso. Komisija bo ocenila, jaz bom pa povedal, kaj smo naredili v tem letu. Najprej se opravičujem, tle bi mogla biti Anita, jaz pa tam. Anita je danes obležala, tako da tudi prej ne bilo na panelu, tudi če je bila napisana gor. Ja, gremo naprej. Zdaj, prejšnji teden nas je Egon vprašal, in kaj je bilo za tem letu, in tako je bila. To je bilo narobe, ta problem, on problem, drug problem. Potem Anita je rekla, ok, bom naredila jaz predstavitev in rekla, grem jaz na Instagram pogledati, kakšne fotke smo dali gor, tako da to je naš Instagram profil. In takoj po zmago smo izkoristili, da smo povečali ekipo. Dobili smo še par zaposlenih in smo šli na izobraževanje, ne team building, izobraževanje. Pivo je fajn. In ko je bila ekipa nova, jih je bilo treba navaditi najprej delati pivo, vse so znali pivo, ampak kako se na našo mašinerijo to ustvarja, kako je proizvodni proces, in za domačo nalogo so dobili nov recept. Summer Ale je star, veliki IPA je nov. Veliki IPA je že po imenu veliki, 10 alkoholama, svetlo pivo, bogata aromatika, bogata na vsemu, precej zahtevno za zvariti, zato tudi je bila fajn učna lekcija za mlajše člane. In predstavili smo ga na pivomaniji lansko leto, 2. septembra, ki je zmanjkal takoj. Tudi če ima 10 alkohola, ni bilo problema. Res ne. Seveda, tisti dan je bil soden dan, imeli smo vse možne vremenske pojave, razen snega, smo imeli pa točo, tako da let je bil. Burja nam je skoraj šotor odpihnila, se je vidi platno. Dejansko tisto vogal, ki je tam videti, ki je on stebr, je pravzdignilo, pa so lokalci, ki so vajeni burja, sam s pivo v roki pa držali. Res je bilo fajn. Ja, pol smo čakali mi to povečavo, ki smo že lani na mladem podjetniku na finalu povedali, da čakamo fermentorje, da bomo lahko povečali kapaciteto, ki smo res majhni bili. Smo še zmeri, ma ne toliko. No, zamujala je cirka 2 meseca, kar je pomenilo, da lik sred sezone je bilo treba vse nove fermentorje dati noter in stare ven. Tako da smo celo tehnologijo zamenjali, kar pomeni, da je bilo treba vse sprazniti, celoten prostor, pivovarna je na 100 kvadratih, to je pol tega, ne, sam to, da si ste predstavljali, smo pa Kurakovica zdaj. No, in sred sezone menjati opremo ni fajn, je bilo pa nujno. Zaradi tega smo dobili tudi, oziroma smo sprejeli prvo največje naročilo lanskega leta, to so male flaške, edini projekt v Sudlanik smo imeli male flaške, in sicer z Hofer, ki je šlo v 3 države, tak lep boks, evo ga, oktobra so ga dali pol na tržišče, 8 piv z različnih držav, tudi naša je bila vmes, vse v kamion robe je šlo, tako da smo se kar nagarali. Pol je sledilo druženje z Devesoftom in ekipo mladega podjetnika v Berlinu, smo videli ful dobrih podjetij, precej tudi znanih in uspešnih, in smo gledali take podjetja, ki so tudi druge zanimali, smo rekli, zdaj ste pa vi videli, kaj je v pivovarni, smo šli še v pivovarno, to je Brlo, pivovarna je narejena s kontejnerjem, ima pa super restauracijo, ki se osredotoča predvsem na zelenavno prehrano, imajo tudi rebrca, neč bat, sam smoked brokoli, wow, pivo je tudi dobro. Naprej smo se imeli lepo, to je festival Pivo in Burger, to je naša ekipa, še en manjka, res uživali smo cel cajt, delili neumnosti, tu smo eno trgovino kao v Ropali, potem je prišla pa zima.
Hkrati smo čakali novo povečavo, se pravi, zamenjati še polnilnico v drug prostor in dati še par fermentorjev noter. To bi moglo biti decembra, to je lih malo prej, se mi zdi, slikano. In stisnil je mraz. Mi imamo pa tako tehnologijo, da flaške pol, ko jih napolnimo, odležijo še 14 dni do 3 tedne, da se CO2 naredi v flaši ali pa v sodu. In ko je bilo toliko mrzlo, je kvas padel na tla in ni hotel delati. Velik problem. Prvi pokazatelj bo Quantum, to je eno stopnjo nižji, lažje pivo od velike IPE, to je samo dvojna IPA, 8 alkohola, zelo aromatično. Je bil pa lih objavljen o 3. izdaji najboljših svetovnih piv in mi ga nismo imeli, ker tisto spakirano v flašah ni bilo za prodajo, ker ni bilo dobro. Zima je se kar nadaljevala, to je pred trgovinco. Ajdovščina je zelo top kraj. Če sneži enkrat na leto, mogoče 2-krat, do kosila ni več snega. Letos sem kidal 5-krat in se je držal več kot en dan. No, smo imeli še probleme še z ostalimi pivmi, kar je posledično pomenilo, da je en šleper robe mogel iti spakirane pive. Fermentorjev novih še zmeraj ni bilo, tako da smo malo trpeli. Vse je šlo na robe. Spet Quantum ni bil še prav, ni bil ta prav. Eno rundo nam je uspelo stisniti skozi, kar je bilo super, tako da stranke niso bile prav puščene na cedilu. Smo jih lepo pridno zalagali še zmeraj, ampak vedno 1-2 pivi so manjkali. Marca pridejo fermentorji, novi. Skupno jih imamo zdaj 14, kar pomeni, da lahko varimo vsak dan in polnimo vsak dan, kar je super. Ampak, ko sreča ne počiva, se je član naše ekipe kar fajn spekel. In je še zdaj na bolovanje, nažalost, ima se zelo dobro celi, ni bilo tako hudo, kot je najprej izgledalo. Tako da smo pol mogli malo bolj počasi delati. Zdaj jih imamo 7 na razpolago. Varili smo res, kolikor se je dalo. Mislim, da imamo rekord 16 zaporednih vark, dan za dnem, dan za dnem, dan za dnem. Nedelje so fraj, sam tok. Ja, kaj sem hotel naprej reči? Se pravi, ni tam mogla biti tukaj, tako da sem malo slabo pripravljen. Ja, letos smo pol rekli, oziroma po nesreči sva za njih to rekla, neč, stavi konje, gremo počasi, pač številke niso vse, ne bomo zdaj lovili nove polnilne linije, ne bomo lovili novega prostora, ne bomo gradili, dajmo na počasi, res, dajmo počasi, zbrano, gremo naprej, delati dobro pivo, uživati v tem. In, ok, s Poljakmi, tu so poljska pivovarna iz Varšave Spunt, smo se srečali v Mariboru na festivalu piva in so nas povabili gor, da naredili eno skupno pivo in smo naredili Gozdalina, to je na Varšavskem festivalu, je na štadionu, futbal stadion, 3 nadstropja, 6.000 ljudi, ogromno dobrega piva, Poljaki so res neverjetni. 4 nove pive na dan zvarijo, mislim skupno, cela država, nove stile, ne samo obstoječe. Gozdalina v Sloveniji še ni, mogo bi priti danes, ima kamion zamuja, tako da bo ponedeljek, tako da jutrišnji dogodek, ki bo imeli mi v Ajdovščini, bo drugo soboto, vabljeni, pridite, bo zelo zabavno. Gozdalini pa pivo varjeno po stilu Gose, iz Goslarja, nemškega mesta, ki so imeli rudnik soli in je posledično slano. Poljaki so hodili dati noter piransko sol, mi smo rekli, čak, bomo dali kraft sol, imamo barba sol v pivu, ki je barba Davor je namešal noter limeto. Tako da je dvojni Gose, 6 alkohola, sladko, slana, kisla kombinacija z limeto. Res super, res osvežilno, ni to slano, tako da bi se kaj fajn čutilo. In poje prš pa konc maja Steven, svojo ženo, oziroma punco. In Steven je pa Američan, ki živi na Norveškem oziroma neklih in between v zraku. Deluje po marsikateri pivovarni po svetu, ogromni in 3 leta nazaj, ki je bil pri nas, se je toliko navdušil nad našo malo pivovarno, da je rekel, to jaz grem na svoje zdaj. In letos mu je uspelo in je šel na svoje, sta šla na svoje oba.
On dela še v eni ameriški pivovarni, tako malo pomaga, tako da en teden je tam, en teden je v Oslu. In sta prišla dol, smo naredili eno zelo zanimivo pivo, ki se kliče Quake, norveško kvas, ki je tako zelo posebno, zelo tradicionalno, kot so ga delali pred 100, 200, 300 leti naprej. Naš bo seveda malo slovenski stil, tudi slovenskih hmelj in tako naprej. Bo šele drug mest zunaj, tako da fermentira. Trenutno je zelo dolga, počasna fermentacija. Prejšnji teden smo dali ven Delovest. Delovest je kolektiv, ki ima zdaj retrospektivno razstavo, umetniški kolektiv. In to pivo ima spet limeto, ampak je tudi starano na lesu, ni v sodih, ampak v stiku z lesom. In je rekreacija whisky sour koktejla. Se pravi, je pridih vanilje, brbna, pivo še zmer lahko 5,6 alkohola, zelo pitno, zelo svežilno zaradi limete, rahlo sladko, rahlo kislo, res super. Zakaj govorim zdaj o vseh teh sodelovanjih? Po vseh mukah in naporih smo imeli lansko leto z Rumenom, so rekli, ok, pivomanijo letos bo, vendar imamo 5 let in bo malo bolj posebna, tako da bo vsi naši zvarki, Mrskira star zvark, ni več v redni produkciji, pa vse te sodelovanja, tako da jaz računam, da bo 20-25 različnih piv. Koncept je pa super, prideš, stopnina, akcija. Ja, pivo je fajn. To je polk dež nehal in Slovenija je zmagala polfinale, ne vem že kaj je bilo v košarku. Moram iti nazaj, pardon. Se mi zdaj še ena, pardon. Smo že, nismo še? Nismo še, dobro, pa bom še kaj povedal. Pa damo vprašanja, če imamo slučajno kakršnokoli vprašanje. Še prej pa to. Tam imamo še eno novo pivo, tako da danes je prvič premjerno, je točeno, sploh še nima imena, delovno ime je Lager, L-A-G-R. Se pravi, Lager po stilu zelo lahko, svežilno, poletno, tega je res omejena količina, tako da jaz dvomim, da ga ste sploh kje tle po Ljubljani videli, mogoče en lokal 2. Je pa na voljo samo točni obliki, tako da bomo videli, ne? Se pravi, na taka ekskluziva? Ja. Nas čaka danes? Nas čaka danes. A ste slišali? Zato si zasluži, da ga nekaj vprašate. A je tako? Kakšno vprašanje? Roke gor? Čakajte, bom takoj. Živjo, mene pa zanima, kje v Ljubljani se še da dobiti vaše pivo? V katerih lokalih kaj? Lokalo je kar precej, tako da ne števati jih bo kar trajalo. Pa še vseh ne vem, če sem prav pošten, ker sem tam v bunkerju našmu in ne vem točno, kje vse imamo. Zdaj malo študiram, kje je tle najbližje. Tamle zadaj? Tam zadaj je najbližje. Povsod ob Ljubljanci se dobi, Lepa žoga je tle, kaj je še tle, ne vem, ogromno jih. Pejte malo pa poprašite. Še dobra novica, ta teden, oziroma prejšnji teden smo se dogovorili še z 2 trgovskimi verigami, tako da bo pivo tudi tam. Če zgledam slabo je zato, ker sem malo spal zadnje dni, ker še zmer pač nas je malo. Če ne sem vesel noter, ne se bat. Mislim, da se je gospodična ustrašila, da bo zmanjkalo piva za nogometno prvenstvo. Ne bo. Zagotovljeno. Smo fajn pripravljeni. Naslednje vprašanje? Jaz imam 2 vprašanje. Eno je ravno, kar je tudi omenil, da bo kaj prinaša ta nagrada zdaj? Hvala. Lanskoletni zmagovalec, kaj je to pač te prednosti, oziroma koristi, kakorkoli že. Pa ta drugo, kako je z registriranimi znamkami vseh teh piv, pa sodelovanje, kako ste to uredili? Zdaj, kar govorim ta drugo, to je področje od Anite. Ona je, ima vse, cel branding, pa cel dizajn od Anite, tako da ona to ve. Vem, da je v postopku, kaj točno, koliko delč pa je, to žal ne moram odgovoriti.
Kako je z znamkami? To so sodelovanja, ko smo se dogovorili med sabo, ali pivovari, ali kdorkoli. Ravno tako delamo Coffee Stout z Pražarno Escobar z Vrhnike. Tako da precej sodelujemo, pa smo v dogovoru drug z drugim. Kako je glede ostalega, pa na ni to. Nagrada je bila pa res super. Fajn je medijsko pokrito, tako da smo lahko res poširili ekipo. To ne bo lansko leto res glavni cilj, da dobimo dobro ekipo, da lahko rastemo naprej. Rastemo počasi, ampak rastemo. Kljub vsem problemom, ki so, rastemo. Nagrade smo več ali manj skoraj vse pokoristili, kar so super, vse izleti bo res super. To smo videli, da je bil izlet super. To je bil sam zadnji dan. To je bil sam zadnji dan? A je še kaj fotografij drugački? Ne. To pa niso za javnost. Vmes je še nek orkan, mi sploh nismo vedeli, da je orkan. Ste bili orkan morda vi na tem festivalu? Ne. Super bilo. Še kakšno vprašanje? Kar na plano z njimi. Mene pa zanima, kako je s konkurenco, ker mislim, da je v zadnjem času v Sloveniji kar nekaj teh... A mogoče veš, koliko jih je? Nas je? To pa ne. Ugibaj. Eno številko. Ne vem. Ne. Hmal nas bo 100. Tako. Konkurenca je zmer večja, resen denar se tudi zdaj vlaga, tako da prihaja močen kapital noter, ogromno je tudi uvoza, ker smo zanimiva država. Mislim, da držimo, da smo prvi po zaužitem alkoholu na prebivalca na svetu, če nismo prvi, smo drugi. Pije se, to lahko rečem. Vsaj v nečem smo prvi. Bodimo ponosni na to. Nažalost je to tako, a pa na srečo, kakorkoli, s našo pivo pač se da napiti, ampak ponavadi se to ne toliko pogosto dogaja. Naprej? Če ni vprašanj? Tukaj spredi. Se opravičujem. Jaz imam predlog za ime, ker imaš lager, ne bi lahko bil mlagar, ker je mladi podjetnik, pa imaš me spredaj. Pa še špelama nekaj. Mene pa zanima najbolj, ker vem, da imate ful različnih piv, odkot ideje za te različice, za okuse, ali kako bi temu rekla? Ideje za imena prihajajo z vse posod, ideje za stile. Stili piva so pa povezani z lokalnim okoljem, kjerkoli se je pivo varilo. Načeloma Mediteran, vino, više gor, bolj hladnejše pivo in odvisno, kakšni so bili lokalni zakoni, kakšna je bila lokalna surovina in tako naprej, od vode, kvasa, slada oziroma ječmena, drugih žit in tako so se formirale neke stile skozi zgodovino, da so bili užitni. Primer, če imaš ti slano vodo, težko kaj dobrega narediš ven. No, in so naredili slano pivo, ki je dejansko dobro. Nemci, München, ima izjemno trdo vodo, ki niso še poznali mehčanja vode, so bili znani po temnem pivu. Pol so z modernizacijo prevzeli češki tip piva, ki je imel pilzen skoraj destilirano vodo, recimo. Belgija ima problem z zakonodajo, je imela zelo striktno zakonodajo, na javnih mestih niso smeli piti žganih pijač, vina Belgija nima, je pa pivo s 15 alkohola brez problema. In tako, in pol pač vidimo, kaj je fajn, kaj ni fajn, ali prije kakšna nova sestavina, surovina na trg, razvoj hmelja je zdaj blazno porastel, kvas mutira takoj in nove sevi se odkrivajo non-stop praktično. Tako da tle je, zdaj pa prije inspiracija od koga drugega, kakšen pristopi do nas, pijemo kakšno dobro pivo, pa dobiš nek prebliska pa hrano. Ok, kaj pa če damo to stvar noter, ker pivo ni kot grozdje, ki ga stisneš, pa fermentira, pa je to.
Iz 4 sestavin pa lahko dodaš še 5, 6, 7, 8 in tako naprej. Placa je ogromno. Pa mogoče kakšna ideja o sodelovanju kokica z okusom piva? Ja. Ta bi tudi šla. Še kakšno vprašanje? Ja, tukaj Rok. Rok? Kdaj ga bomo videli z arašidovim maslom, ker vem, da obstaja? Predvčerajšnjem mi je en pivovarski kolega rekel, da je pil milk stout, se pravi stout, temno pivo z laktozo, zato je milk, peanut butter. Je vrhunski, ampak je v Ameriki. Nisem imel cajta še niti preveriti, kaj to je, kako je narejen. Je pa marsikaj se dobi že v Evropi, pa tudi ogromno uporabljajo razne ekstrakte, da ni prav maslo. Maslo je mal problem, ker je mastno in mast ubija peno in posledično pivo zgleda zelo čudno. Ja, res, brez pene zgleda kot vino, res čudno. Ko raden, ora, evo. Mošt. Ja, ne tako. Še kakšno vprašanje? Ali pustimo Mateja malo dihati, pa počakamo na komisijo? Kar se bom šel po na pivo. Ja, točno, ja, se res. Potem pa kar na plano z vprašanje, ne se šparati. Kje so zdaj roke, k v osnovni šoli? Rok ni, Matej, kaj pa zdaj? A bova naredila en stand-up pol očitno, ali kaj? Ja. Slabo kaže, ali kako? Ja. Meni se dopade on komedijant, zdaj ne vem imena. Ja, to se mi dopade, ne vem imena. Da ne veš imena, ja. Oglavno meni njegov štos se mi dopade, tako bom tako rekel. Prije na oder, ima viski, se nasloni. Moje ime je ta pa ta, ker ne vem imena. In zato pijem. Aha. Ja. Še kakšno vprašanje? Ne bo mučnega, evo. Ne bo mučnega čakanja na rezultate komisije. Žujo, jaz bi pa vprašal, kako ste začeli te čist začetki, kako ste prišli do te ideje? Začel sem kot domač pivovar, se pravi, varil pivo doma. Doma smo naredili krušno peč in ob nedeljah se tu še zdaj kuri in peče pice ali pa karkoli se lahko da noter, kruha naprej. In pivo mi je bilo zmer všeč, prav tako mojemu fotru in mojemu bratu, tako da ni bilo problema. Pol sem z bratem šla v Italijo, v eno trgovino nabavila surovine, to bo tak iz ekstrakta, sladni ekstrakt, ki zmešaš z vodo, prekuhaš, daš hmelj, kvas, sfermentira, ti smo pili, ni bilo lih najboljš, ne? Spili smo. In pogreš naprej, počas, pol padeš noter, raziskuješ, literatura, greš po pivovarnah, greš po festivalih, vidiš, kaj vse obstaja, poskusiš novo pivo, poskusiš nek posebnega in pol se ti odpre svet. Ker ni sam svetlo temno mešano in Guinness, je še toliko širok spekter, jaz rečem, če vino nekako tako je pivo, zato pivo fermentira lahko tudi bakterija in ko fermentira bakterija, tudi bakterija, ne samo bakterija, rata kislo. In ko rata kislo, se dobi nek nov svet ven. Res, to je aromatika, ki še župolo gre skupaj, tako bom rekel. In pol počas smo gradili domačo pivovarno, tako 50 litrov, 20 litrov. In pol jaz sem faliran študent, in sem rekel, jaz bi imel pivovarno, in pa doma so me podprli. Anita je rekla, jaz sem dizajner, jaz ti lahko naredim etikete, nekaj pa vem o tem, delam z vinarji, nekaj vem. In pol sva rekla, ok, dajmo poskusiti, in pol od tam je šlo naprej. Neki so skomigelni, da ne? Ne? Ja, ne, ok. No, pol je prišla ena fajn priložnost, dobili smo prostor, dobili smo varilnico na uporabo in tam smo še pa naprej. Počasi, vse je organska rast in to še zdaj zagovarjam. Res sploh pri takih neumnostih, ki se zgodijo, kad še vidiš in ne pričakuješ nikoli, na počasi se med fajn uživati. Še kakšno vprašanje morda? Smo se razgovorili. Očitno
Si povedal vse. Dvomim. Verjetno bojo še kakšne vprašanja. Zdaj pa trenutek, ki ga v tem trenutku seveda čakamo na to, da razglasimo zmagovalca Mladi podjetnik leta 2018. Jaz vas prosim, da ne zapuščate prizorišča, da ostanete tukaj nekaj kratkih minut, malo podebatirajte med sabo. Tudi ta degustacija tega piva, ki jo obljubljamo, sledi po zaključku, da ne bo pomota in da ne bo slučajno kdo kaj prej. A vino bo? Bo tudi vino. Bo. Čeprav mislim, da ste zdaj vsi navdušeni nad pivom in bodo verjetno želeli poskušati čim prej. Upam, da ga bo dovolj. Skratka, čakamo torej na uradne rezultate, na razglasitev Mladega podjetnika leta 2018. Matej, hvala lepa. Matej Pelicon, pivovarna Pelicon, Mladi podjetnik leta 2017. Kakšen je postopek, kaj bo sledilo? Predvsem to, da dobimo seveda naziv Mladega podjetnika leta. Kakšne vse so nagrade, sem danes seveda že povedal in omenil in jaz verjamem, da bo zmagovalec tisti, ki bo to s pridom izkoristil sebi v prid. Nagradni sklad vreden 20.000 evrov, Devesoft kot glavni sponzor ga prispevajo NLB, Achilles, Tikopro, Podim, SAOP, OptiPrint, Žabec.net, OptiWeb, Kleos, Ferlag, Dashofer, SID Slovenija, domovanje.com in agencija Poti. Glavna nagrada je, to sem prejle ujel čisto mimogrede med vrsticami, da se mora ta, ki bo to nagrado dobil, seveda tudi fizično pripraviti na to. Intenzivni podjetniški vikend, ki bo spremenil pogled na podjetništvo in vrednost tega je 5.000 evrov. 4-minutne piče smo torej danes slišali, 2 minuti vprašanja komisije in očitno bo to kar trd oreh, kajti komisija še kar odloča. Tako da čakamo. Počakamo še malo. Kar malo počakajte. Nikamor iti.
Evo, če sem prav obveščen, je komisija odločala, sem pa hotel že narediti en stand-up, pa vam reče, pomagamo poklicati komisijo, tako kot smo včasih v osnovni šoli klicali Dedka Mraza. Ja, ampak pač očitno so prehitro prišli, oziroma je komisija odločila. Še enkrat ne povem, da so predstavniki letošnje komisije Aleksander Kopač, podjetnik in investitor, ki je svoje prvo podjetje ustanovil leta 1992. V komisiji je tudi Borut Boršnik, Zavoda Mladi podjetnik, ki je direktor zavoda od leta 2009 in organizacija se ukvarja s podporo podjetništva med mladimi od začetkov do delovanja na trgu. Maja Švener, soustanoviteljica podjetja Konverzija d.o.o. leta 2010 se je prvič podala v podjetniške vode, spletno trgovino ličila.si in 2 leti kasneje postala tudi mlada podjetnica leta 2012. V komisiji je bil tudi Darko Jurič, NLB, med drugim idejni oče NLB Centra inovativnega podjetništva, ki nas seveda danes gosti. Matej Pelicon, pivovarna Pelicon, mladi podjetnik leta 2017, je prav tako član te komisije in dr. Jure Knez, Devesoft, tehnični direktor v tem podjetju. Zelo misteriozno ste prišli, kot sem rekel, smo vas hoteli pokličati kot Dedka Mraza v osnovni šoli. Jaz bi pa v tem trenutku prosil, če se mi vsi finalisti pridružijo tule na odru. Na oder vabim Iztok Smolič, Marko Bahor, Boštjan Kovač, Agile Drop. Kar pospremite jih z aplavzom. Matic Vizjak, dopolnilna dejavnost na kmetiji Matic Vizjak. Uroš Požgan, Alen Velcer, Špela Lukas, Kokica d.o.o. Rok Starič, Roks Nadbutter d.o.o. In Blaž Grah, Urban Kodela, Žan Menard, Matico Zebek, Matic Vogrič, Smart Optometry. Kar naenkrat vas je na odru več, kot vas je bilo prej, ko je bilo čas za predstavitev. Kar malce bliže stopite, malce bolj skupaj, da naredimo eno fotografijo, pa malčke bliže stopite, zato da ne boste imeli črte nad glavo, kar še mal bliže, še mal. Vidim, da vas takle nekaj moti, ne vem kaj na tem odru. Evo, dajmo še enkrat en aplavz za naših 5 finalistov naziva Mladi podjetnik leta 2018. Zdaj pa bi prosil, da komisija sporoči zmagovalca. Gospod Darko, NLB bo dobil to čast, da razglasi zmagovalca Mladega podjetnika leta 2017. Prosim, če stopite do mene. In tadam, Mladi podjetnik leta 2018 je... Rok Starič, Roks Nadbutter. Rok Starič, Roks Nadbutter. Rok, prosim, če stopiš kar na sredino. Ostanite seveda skupaj, trenutek za fotografe. Čestitke, Rok. Darko, hvala lepa. Rok, ostani na sredini, prosim. Dr. Jure Knez iz Devesofta bo podaril bon. Nismo še končali. Rok in ostala ekipa. Matej Pelicon, lanski zmagovalec Mladi podjetnik leta 2017, pa bo podelil steklen pokal umetnice iz stekla Nade Debelič Kogej. Kar na sredino, Rok. Danes je tvoj dan. Postal si Mladi podjetnik leta 2018. Iskrene čestitke. Rok Starič, Roks Nadbutter je Mladi podjetnik leta 2018. Čestitke seveda tudi vsem finalistom. Pošten boj in absolutno vse dobro v prihodnjih letih na vaši poslovni poti. Rok, tako je, to boš mogel vse odnesti s sabo, mogoče še zadnje besede. Ja, hvala lepa vsem za podporo. Res ste super. Čestitke. Dajte se mogoče se malo bolj skupaj postaviti, da naredimo še eno fotografijo. Vsi finalisti, pejte k Roku, da naredimo še eno skupinsko. 4 minute so se iztekle, sam povem, znak je bil. Evo, še en velik aplavz za Mladega podjetnika leta 2018. Roks Nadbutter, Rok Starič in njegova ekipa, ki je zaslužna za to,
da bomo verjetno tudi v prihodnje okušali arašidovo in mandljevo maslo, pa še kakšen drug izdelek. Evo, zdaj pa sledi druženje. Hvala lepa vsem, ker ste prišli na letošnji izbor mladega podjetnika leta 2018. Kot rečeno, čestitke Roku in ekipi. Hvala lepa pa tudi vam. Zdaj, kot rečeno, sledi druženje in predvsem sklepanje morda celo novih poslov. Uživajte, lep večer vam želim in se vidimo prihodnje leto na izboru mladega podjetnika leta 2019.